En primer, kaj misliš, koliko te na Facebooku, ali pa te bom drugače vprašal, koliko misliš ti, da je vredno za enega prodajalca montažnih hiš, da on dobi povpraševanje z malo bolj zakompliciranim obrazcem, to smo za nalaž naredili, zato da ne bojo firci, se pravi, je mogel kar orenk izpolniti, se pravi, on res montažno hišo kupuje. Kaj misliš, koliko je to uredno za eno firmo, ki prodaja montažne hiše? Da dobiš naslov stranke, ki bo v roku 2 let siguren montažno hišo kupila. Ja, jaz bi rekel, da to eno cifro bom rekel. Sigurno lahko je vredno 5 ali pa 10 tisoč evrov, da pa prej ne rečeš, če sem zadev, ti bom povedal moj način logike. Po moje povprečen Slovenc, ko kupuje montažno hišo, pridobi vsaj 5 ponudb. To bi jaz rekel. Se pravi, če je 5 oddal kvalitetno ponudbo in ti si ta eden od 5, se pravi, če imaš ti 5 teh naslovov dobrih, boš enemu prodal. Se pravi, pol pa koliko imaš pa marže pri eni hiši, pa prideš lahko na zelo veliko vsoto. Tako jaz računam. Te boš pa ti povedal komentar. No, če bi ti prodajal montažnih, koliko bi bil pripravljen ta kontakt plačati? Ma ne, se to vem. Ali pa koliko je vreden? Ja, ne, jaz bi bil pripravljen, vse veš kako je. Advokati v Ameriki plačujejo koliko za en klik, za v bistvu kontakt 90, 100, 150 dolarjev. Se pravi, njim je to toliko vredno. Po moje ta trg v Sloveniji še to ni toliko razvit, da bi rabo toliko veliko plačevati, čeprav bi se mogoče splačalo. No, vidiš, se pravi. No, 100 evrov je sigurno vredno. Seveda. Pa je več. Več je, ampak še drugo logiko. Zakaj je vredno vsaj 100 evrov, ali pa tisto, kar sem jaz rekel, lahko je več tisoč? Ker če si proizvajalec montažnih hiš in greš na sejem, se za sejemsko postavitev in vse skupaj plačaš 20-25 tisoč. Se pravi, in na sejmu dobi 100 kontaktov. Se pravi, si dal 250 evrov za kontakt na sejmu. No, koga pa dobiš iz Facebook oglaševanjem, misliš? Po moje zelo poceni, tle si pa na par evrih, Tako, tako je. 1 evro. No in tako in pol je meni to, da mislim, zakaj bi bolj na radio dajal? Jaz sem v enem podcastu... Ker lahko dobiš na radio nekoga, ki ni na Facebooku. Ja, no, ampak na enem podcastu sem rekel, da ne vidim logike, da bi oglašal na radiju v tistem reklamnem bloku, ne bo moja reklama še ta zadnja, če ti, mislim, se radija ne poslušam, ampak tudi če bi ga, siguren sem, da se ne bi tudi ene reklame zapomnil, pa mogoče eno, če bila kaj name, da me glih kaj, ne vem, ali potovanje, ali kaj tazga. Spet sodaš po sebi. Posebej sodem, to je res. Kakor sem ti rekel, jaz imam stranke. Ampak če bi si na radiju kupil reklamo, bi se kupil tako, da bi rekel, dajte z menoj intervju narediti, pa se bomo pogovarjali. Temu se pa reče 5-minutno glasno sporočilo, ki imajo tudi to na valu 202 recimo in deluje ful dobro. No, vidiš, pa sploh nisem vedel, da to obstaja, ampak jaz sem zmeraj malo... Običajno to uporabljajo prodajalci prehranskih dopolnil. A veš, ki ti razložijo, kaj je dobro za tvoje srce, pa to, ali pa Medex, recimo se spomnim zdaj iz glave. Oni imajo te 5-minutne oddaje, ki je v bistvu izobraževalna oddaja, ampak izobrazijo te, da kupiš... Ti veš, koliko šta to. Ja, in da se splača... ni poceni. Ni poceni, ampak še zmeraj ceneš kot televizija, Se pravi, No, meni je en lokalen časopis, reklamni je bil, kjer so skoraj sam reklame noter, pa sem eno uslugo naredil, pa mi je rekel, imaš polovico strani pri meni zastonj, ti bom oglas naredil. Sem rekel, ti veš kaj, tu sem se tudi predenožil, sem rekel, ne, ti deva mi dvaraj kar en intervju z menoj, ga mi sam napisal, ga boš objavil kot intervju in sem tudi ne vem, mislim, da je tudi Šugermana, slikca, ki je, moram nujno jaz biti na slikci, spodaj pa vsak bo prebral tisto sporočilo in sem pod sliko napisal, da se z optimizacijo spletnih strani ukvarjam, zato ker sem vedel, da bo vsak prebral in ne boš verjel, koliko ljudi mi je rekel, da je tisti intervju videlo potrebne, ker če bi samo glas videl, me ne bi nobeden omenil, Ja, a veš, to je tako, se to in Sugarman vsi pravimo, ljudje bolj zaupamo temu, pravijo, advertorial, se pravi, nekaj, kar imaš občutek, da je novinarski prispevek, da je oglas, Se pravi, in če je intervju, tudi če je plačan intervju, bo vedno bil boljši učinek, kot če je plačan oglas. Se pravi, pa v intervju lahko tudi več poveš, Se pravi, sploh če prodajaš nekaj, kjer je treba uporabiti več besed, je intervju dobra ideja, Ja. No, kar se kreativnosti tiče, ti si mu že pred kolkim časom si mu tiste, sem ti prej omenil,
v bistvu si ti takele podcaste, ki jih jaz zdaj snemam, se pravi, ko lahko tu pol, rečemo, jaz v avtoradije ne poslušam, jaz YouTube Ja, ne vem, mi smo najdem to, in to je to. Mi smo to na CD-jih, zdaj pa kdaj Ja, so bili in ti CD-ji si mu to- aktualni, ne vem, 2, 5, 6, 7, 8, 9, Tam nekje si že mu to in si CD-je, vem, ti poslal in sem jaz to v avtu poslušal in sem rekel, kakšna huda ideja, sem ti si pol tu nehal, zakaj si nehal? Bil si najbrž pred časom, predobra ideja je bila za tiste čas. Veš, kako je to s podjetniki, to je mogoče tudi ena lekcija. Fokus je potreben, ne? Se pravi, jaz sem imel fokus v druge projekte, ki so prinašali dovolj denarja. Denarja ni prinašal, mi je pa prinašal plus točke, imidž, več svetovanja, več udeležencev za seminarje, ne? In nekako tudi pol se je tehnologija spremenila, ne? Se na koncu zdaj že noben ni imel avto CD-ja. Ne, se ga nima. To je to, se pravi, No, ampak ti si isto, kot tole midva delava, si ti to že pred 15 letom delal. Že več mogoče. Nisem se jaz to spomnil, vsi Američani so to še prej delali. V bistvu, jaz sem vedno advokat tega, kradite v narekovaju. Ideje iz drugih panog, ali pa tudi iz vaše panoge, iz drugih držav. Če veš, da se nekaj dobro prodaja, da se obnese, ne? A veš, veliko stvari se je dalo vedno iz Amerike prenesti, ne pa vse, ne. Recimo, Američani so delali webinarije, že pred 15 leti, se pravi, to so bili telefonski webinarji, ker si ti po telefonu poslušal. In to se v Sloveniji ni nikoli prijelo, zato ker v Sloveniji je bilo veliko bolj simpel, se v avto vse pa pol ure zapeljati. V Ameriki se pa nismo mogli iz Kalifornije na Florido in so imeli to oni ful že razvito. In zato so tudi oni te CD-je izobraževalne pošiljali v Sloveniji, ne, pa nisi mogel mase narediti. Mi smo recimo prodali 1000 knjig, pa 150 CD-jev samo. In pol zato sem rekel, dobro, za teh 150, ne, čeprav ste bili vsi nadušeni na tem, sem pa malo tako, se mi ni dal. Ja, to zdaj razumem. Niso pa mi povedala, ti si v Ameriki študiral. Ne? Ja, tudi, ne, se pravi. In od tadle si pol tudi tu vse črpal. Pa so šolci, pa tako naprej. Ja. Se pravi, Američani so na nek način 10-15 let pred nami v marketingu, prodaji, ne, če tudi ko gledaš, veš, shopping centri so v Ameriki že skoraj padajo. Že ko so že skoraj začeli tam padati, ne, so v Sloveniji smo jih šele začeli na veliko graditi. In se pravi, kar je v bistvu slabo, ne, da čisto vse iz Amerike res prihaja tudi v Evropo, ampak tako pač je. Tako je in zato, to je dejstvo. In se pravi, če si ti poznal ameriški trg, pa kaj tam deluje, si bil lahko v Sloveniji v določenih zadevah pred časom in je zgledal, da si zelo inovativen. Se pravi, kakšne stvari sem si sam spomnil, kakšne sem prenesel iz drugih panog, nekatere sem pa direktno skopiral od Američanov. Pol verjetno to, ko sem jaz rekel, da razmišljam je enkrat v Ameriko za, ne vem, da sem 7 dni ali v San Francisco ali pa kjerkoli druge, bom sigurno dobil kakšno idejo. Tudi sem, če se po ulici sprehajaš. Sploh, če še nisi bil, ne, to bo... Bil sem enkrat, ampak sem bolj popotniško vzel. Ja. Sigurno dobiš ogromno idej. Povsod, vse to sam veš, vsako potovanje, že zaradi odklopa lahko dobiš veliko idej, ne? Kaj šele kaj drugega. Ne? Še ena dobra zadeva, ki si ti mus, sicer to skupaj z moje delo, top 100 tržnikov, to je bilo neverjetno izobraževanje. Sem bil tudi del tega, ker sem bil predavatelj. Pol, ker sem pa še tam tiste punce z mojega dela, poznal sem me pa rekla, da je ti kar priča to in sem pol tudi jaz to kar resno hodil in mislim, druženje, spoznaš ljudi in ogromno sem se naučil, ogromno. Lej, ta program top tržnikov, greste lahko na YouTube pogledati, še zmeri so izjave zadovoljnih udeležencev iz tistih let, imamo verjetno 200 izjav gor, ne, ker praktično vsi udeleženci so nam dali tudi video izjavo. In to je bilo pred 10 leti, sem imel že jaz video izjave udeležencev. Drugače, zakaj nismo s tem projektom nadaljevali, nov lastnik se je pojavil pre moje delo, ni bil več Aleš in se veš, partnerstva pa delujejo tako, ne, če malo kemije, ne.
No in nismo našli v bistvu načina, kako bi to zadevo nadaljevali, drugače pa interes je. Sploh je interes pri delodajalcih. Delodajalcih, sem pri ljudeh mogoče. Ampak vsi podjetniki rečejo, zrihte mi dobrega prodajalca. Vem, mi smo zato naredili ta program, da smo šolali top prodajalce. Ne? Se pravi, in tam je bila tretjina takih, ki nimajo službe, tretjina je bila takih, ki so samostojni in tretjina, ki so že v nekih podjetjih. Ne? Se pravi, in iz teh, ki nimajo službe, če si to naredil, si imel diplomo top 100 tržnih, si takoj dobil službo, če si jo hotel. Ne? In to je spet en tak projekt, ki latentno čaka, da ga ponovimo. Ne? In vrhunsko so bili te vikend seminarji. Se ste imeli ob sredih, je bilo, kako je bilo pa čez vikend. Čez vikend 3 mesece je bil program. Nekje v enem hotelčku in to, da se malo bolj spoznaš, pa to, mislim, to je bilo fenomenalno, res. Rečemo, ena taka zadeva, ki se ne bi spomnim od Lovro Peterlin. On je zdaj neki visok na A1. Direktor A1. No, on je rekel, da moraš pri prodaji, da so najhujše zavrnitve. In kako pa, da ti ni problem te zavrnitve prejemati. Jih pa moraš trenirati. In on je razlagal, kako v trgovini, v Mercatorju proba dobiti popust za kruh, ampak ta zavrnitev mu je lažje, ker že itak ve, da je bo dubu, niti una trgovka nima. Se oba nasmeje. Ampak mislim, trenirati moraš, jaz sem se z tega dosti naučil, se pa spomnim pol anekdota, ki so se vsi smejali v Postojni, je bila pa še tista... Še moj bil maček. Isti kanaš. No, pa smo šli pa zvečer, je bila tam diskoteka Ambasada Jugoslavije, sem ga mečkam spil, sem jaz rekel, dajmo pa trenirati zavrnitve, smo do žensk hodili, tako da smo takoj potrenirali. In res, te zavrnitve sem se najbolj zapomnil in delati moraš tisto, kar ti težko, Se imaš tudi kjere druge stvari, ki ti težko narediti. Ti si moraš najprej narediti in drugače pa nasplošno, pa cel kap predavatelj, noro dober, koliko sem se naučil, tudi ta Dragica Korenjak, sem se veliko naučil. Se veš, kako pravijo, zdaj sem pozabil, kateri je bil pač eden teh ameriških gurujev, ne vem, komu pripisujejo to, ampak da uspešen v življenju boš toliko, od česa največ odvisno, od 5 ljudi, s katerimi se največ družiš. Ne govorimo o sorodnikih, prijateljih, ampak na nekem področju. Zato tudi vem, vi, ki se z optimizacijo ukvarjate, se tudi dobivate na pijači. Da zadnje cajte imamo, ampak ste se hočem povedati, to je zelo pomembno, veš, koga spremljaš, s kom si v kontaktu, če želiš biti pač najboljši avtomehaničar, moraš iti to par najboljših mojstrov, jih vprašati za nasvet in tako naprej. To je zelo, zelo odvisno, s kom si v stiku, s kom si v družbi, ker nekaj se te bo prijelo, če si v družbi tistih, ki so uspešni, ki znajo, in seminarji so, kot smo rekli, bližnica, motivacija, investiraj vase, razen če si slaba naložba. Če mislite, da se vas ne splača, pač ne hoditi na seminarje, ampak jaz mislim, to, kar tukaj dobiš, ti ostane, lahko uporabiš, se splača. Ne vem, jaz v to seveda verjamem. Kar sem rekel, vsako leto sem bil v Ameriki, zadnjih 25-30 let vsaj enkrat, večinoma je bilo to poslovno izobraževanje. Zmeri sem koristno s prijetnim izkoristil, ampak in to so bili seminarji po $5000 kotizacije. Recimo sem bil na sigurno 10 od Dan Kennedyja, lahko to spremljate in tako naprej. Daj to povej, kako si ti prišel do vseh, to je ful zanimiva, kako si prišel do vseh teh, ki so predavali, se pravi Sugarman, Drayton Bird, Tom Schreiter, pa celo vrsta. Povej, si sem za enega povej foro, kako si jih spoznal. Pa kako so sem prišli, ker ti bi jih težko plačal po tisti tarifi, kar jo oni imajo. Ker sem bil... Nico. Vidite, pricem. Bibi, zdaj po računalniku, Šiba. Je podoben našemu. Lepotec. Kako sem dobil te predavatelje na seminarje. Prva zadeva je bila zelo simpel. Mi smo izdajamo knjige. Več kot 150 knjig smo izdali v slovenščini, hrvaščini in večina teh avtorjev,
kjer sem želel dobiti avtorske pravice. Ne. Nekateri imajo prek posrednikov, nekateri pa direktno. Ampak v vsakem primeru sem tudi jaz avtorja poklical. Ja. In sem rekel, super, prevedli bomo vašo knjigo, ne, a bi prišel v Slovenijo. In seveda sem vedel, da ne moremo ponuditi velikih honorarjev, ker nima smisla. Ne. Mislim, ni Slovenija Amerika, kjer imaš 300 milijonski trg. In večina je padla na idejo, bomo dobro jedli, vas bom malo kolpelal, boste imeli prevedeno knjigo še 2 jezika. Ne, in se pravi, želel sem predvsem navezati prijateljski odnos. Ampak ni šlo to tako iz začetka. Ko sem bil mlad pa neumen, sem plačal za Niklasa Negroponteja $45,000. Zato, da je prišel v Slovenijo. Aha, da sem prišel. Da sem prišel, ne. In pol sem dobil takrat od Rudija Brica, Hermes Soft Lab, 20,000 marke so bile, ne evri. Mark, kakor sponzorstvo, ampak še zmeri, ne, pol sem dal, sem dal sam in pol sem mogel imeti vstopnice po 600 mark takrat in seveda celo v Mladini so pisali, kaj se jaz grem, ne. Pa si izgubo naredil največ. Pa sem izgubo naredil. In pa sem jaz rekel, nikoli več, ne. Če bom koga pripeljal v Slovenijo, ga bom pripeljal ali za 5,000 max, ali pa da mu plačam avion, zato da lahko še kaj zaslužim iz vsega skupaj, ampak se pravim, z vsemi sem naredil prijateljski odnos. Drayton je bil mogoče v Sloveniji 5-krat, 6-krat, 7-krat. Recimo enkrat, ki je bil, ga je zob bolel, pa sem ga jaz peljal na Bled zobozdravnikov, poplačal in seveda, veš, tako usluga ne pozabiš, ne. Joe Sugarman je bila bolj smešna zgodba. On je rekel, mogoče bi pa res prišel v Slovenijo, ker to je blizu Srbije, od tam je moja žena, jaz pa še nikoli nisem bil v Srbiji. Ne, ni iz Bosne. Ne, Srbije. Pa jaz, Srbije. Si prepričan? Ja. Ne, mislim, na seminarju drugače poje, ona je bila begunka iz Sarajeva. Ja, ampak... ampak je bila Srbkinja. Ja, drugače pa zmagala... Pa nekaj mađarskih korenin. Tako je, ker je zmagala na tekmovanju za Miss Mađarske, ker je on sponzoriral. To je smešno. Mislim, zanimiva zgodba tu. Ampak on je padel na finto, bomo šli skupaj mi lepo pogledati, odkje je tvoja žena doma, pa en krok naredili in Blaž ga je pol pelil na to čevapi turo po jugi. A veš, ampak on je multimilionar bil, ne vem, če veš, on je umrl letos. Ne vem. Ja, sej, sveže, ne, ampak in Lejla, žena njegova, pa od brata žena, sta še zmeraj v kontaktu in tako naprej, ne. Se pravi, šlo je za to, recimo, človeku, ki je vreden 200-300 milijonov, ne morem jaz ponuditi neko kotizacijo, ne. On je zato prišel, da se bo fajn imel, pa nekoga spoznal. In te milijonarji, avtorji, oni so krvavi kot pod kožo, so ljudje. In če mu ti nekaj kot človek ponudiš, vprašaj. Se pravi, razen za enega, ne bom povedal teh avtorjev, ki je pa res, ko bomo rekli, pain in the ass, pa smotan, pa nočemo o njem govoriti, ne. Vsi drugi so se prijazno odvali na vabilo. Evo, od 100 eden ne. No? In to je, in isto, če se zanima za optimizacijo ali pa za podjetništvo, vprašaj nekaj Tomaža, bo rade volje odgovoril. Jaz odgovarjam na svoje maile, rad pomagam, to je moje poslanstvo, ne se bat, ne. In kljub temu, da sem to povedal, še zmeri večina ne bo vprašala. Pari pa bo. No, Joe Sugarman, mi je žal, da je umrl, ker mi je bil tu zelo všeč. To nas vse čaka, veš, vse je bil že. To nas vse čaka, to je res. No, jaz tole, ko snemam te YouTube, pa to sem znan po tem, da sem brez dlake na jeziku, povem take stvari, ki jih večinoma ljudi ne bi povedali. Čisto točno ne vem, zakaj je prišlo, ampak malo ima pa tudi ta Joe Sugarman najbrž pri temu, ker on je povedal, kako je tudi kako se je, on je v bistvu hotel to, ki je videl to svojo bodočo ženo na tekmovanju za Miss, on se je z drugim članom komisije zmenil, ali jih je podkupil, da more ona zmagati, zato da je dobila še na Havajih, dodatno je bil še 14 dni v njegovi vili, ne. In tako sta one dva, ne, in takrat to je bilo leta 2008, 2007, 2006, nekaj tazga. Takrat meni je bilo to takrat nepomenljivo, da človek tako iskreno pove, ne. Mi je bilo všeč, ampak takrat to ni noben povedal, tako da mogoče tudi zaradi tega, ker je on tako iskreno povedal, se meni zdi normalno, da poveš pač tako, kaj je bilo, ne. Ja, lej, kdo zmaga na lepotnih tekmovanjih, ne, tiskaj pozna nekoga iz žirije, zato sem tudi jaz naredil državno predstavstvo direkt na marketingu, kjer ti ni nič pomagal, če si poznal člana organizatorja, ker je zmagal tiskaj največ prodal, ne. Tako da... Jaz sem imel pri sebi v diskoteki ena tekmovanja za najlepšo Slovenko ali nekaj, je bilo več teh tekmovanj,
Ne, in un organizator pripelje en avtobus žensk, ne, in meni ena, ki je bila všeč, se nekaj v debato z njo padem, ne, on me je tu šef predstavil, da sem lastnik diskoteke, ne, in ona ženska je bila kar malo zainteresirana zame, pa mi pa rekla, ne, se ti boš v komisiji kot lastnik diskoteke. Sem rekel, ne bom. In je ta interes takoj pol. Je mislila, da ji bom zrihtel, da bo zmagala. Ne, jaz pa nisem, ne vem, zakaj nisem hotel, bet so bili eni drugi in mi je bila stvar tako. Tako da sem ga največ malo usral. Jaz diskoteko, kot sem bil frajer, nisem znal izkoristiti. Da bi lahko izkoristil. Povpraševanje je bilo veliko, verjetno. Povpraševanje je kar bilo. Veš, to tako pravimo, kaj če bi šel jaz tole pametjo ali pa ti zdaj v srednjo šolo, a? Ja, to je res, to je res. Še par stvari imam, da ne bo, so že 1:40, ampak še par stvari imam, se prijeten pogovor, se isto, če bi tle v kavi sedela pa se pogovarjala. Točno, grozil si mi, da bom imel še en intervju danes tabo. Ja, tizga bomo pa še enega, tiz bo pa krajši. No? Okay, važi. Ti si se z Ljubljane preselil sem v Kostel. Zdaj sem midva tu v Kostelu, tamle Kolpa teče. V bistvu si, kar bi se lahko reklo, Bogu iza nogu, da bo ljudje dobro razumeli. Kako da si se za to odločil? Ja, čistko, se pravi, Kostel, Slavski les, Fara, najbližjo restauracijo imamo 22 km, trgovine nimamo, je v Kočevju najbližje 30 km, kafič je sicer eden, pa še ta se bo zaprl, tako da tam se veš ob mejnem prehodu. Tam smo enkrat bili, ja. Ja, se pravi, no, Hrvaški... A drugega pa ni kafiča? Ne, drugega ni. Je na hrvaški strani, ne? Pa na hrvaški strani je tudi je hotel, ne? To je spoven sem enkrat. Pa mini restauracija, se pravi, preselili smo se zato, ker to je rojstna hiša mojega očeta, vedno smo sem hodili na vikende, stari mami na obisk, in pol, enkrat je žena rekla, jaz bi imela pa njivo. Ni bilo več nikogar, zapuščena hiša, že 20 let, pa sem rekel, ti bom zoral, ni panike. Ne. In pol je imela njiva, smo še bolj pogosto sem hodili, in enkrat sva tako pogledala, koliko nisva bila midva res tukaj. In sva ugotovila, da je brez veze, da sva več tukaj kot v Ljubljani že itak in smo... In da ti je všeč. Itak bi je bilo pa všeč, ne. Celo zanimivo, z njo sva na prvem dejtu, sem ji jaz rekel, da bi imel pa kdaj kakšne ovce, pa koze, pa kmetijo. In ona rekla, jaz tudi, ja. Zdaj ne vem, ali iz vljudnosti, očitno ne iz vljudnosti ni to rekla, ker zdaj to res vse imamo, ne. Čez 100 živali je zdaj že, 150. Tako da prašiče, ovce, koze, vse je zunaj v naravi spuščeno. Se pravi, všeč mi je bilo in to je ta čar podjetništva, ima svobodo. Se pravi, meni šef ne more reči, da ne smem se preseliti ali pa, se pravi, jaz sem odgovoren za vse skupaj sam, ne? In ta svoboda, da greš nekam, je pa res večina, tako, kakšni prijatelji so rekli, kaj se greš, to je neumnost. V času korone so vsi rekli, kako sem dobro to naredil, ne? Ker mi smo bili tle ves čas brez mask, svobodni, policijska ura, bla, bla, in tako naprej, ne? Tako da, je fajn, no? Žal ti ni nikoli bilo, da si to naredil. Ne, ni šans, ne. Pa še nekaj, ne? Še zmeri se lahko preselim. Jaz mislim, da to sem pa mogoče od Američanov dobil, ne? Američani se selijo na 5-6 let, ne? In to v drugo državo 3000 kilometrov stran. Se pravi, recimo, če bom enkrat star, pa več ne bom sposoben vse to delati tukaj okoli, ne, ja bom šel pa nekam, drugam, kjer mi bo pasalo, ali pa v dom, ki je malo boljši, pa do drugi skrbeli za mene, ne. Se pravi, zdaj trenutno mi je pa to top, mi je super, mi je najboljše, ne, da zunaj pogledaš zvečer, zvezde mi vidimo, popolna tišina je, ne, jaz sem na Celovški Ljubljani živel, prve 3-4 dni, ko sva tle žena spala, je bilo čuden, taka tišina, da te to mot, ker se navajam, tam več ne slišiš hrupa, ne. Tako da kvaliteta življenja na deželi je pač boljša, ne. Kaj je pa zate, rečemo, srečno življenje? Je to, da imaš milijone, da si uspešen? Kaj je zate srečno življenje? V bistvu beseda svoboda je tisto, kar je glavno. Ne? Se pravi, da v določenem trenutku recimo narediš, kar ti paše.
Poglej, letos smo šli s fanti, se pravi tukaj do morja, ne, do Crikvenice ali pa Nivic, Krka, imamo manj kot 1 uro z avtom. Ne. Ja. Mislim, da smo se 15krat zapeljali po kosilu kopati. Ne. Se pravi, da narediš tisto, kar ti trenutno paše. Ne. Ali pa vsak petek se veš, sam igram fuzbal že 25 let. Ne. Se pravi, da tisto, kar se ti zdi, da je fajn, da lahko narediš. Veliko denarja je, tako bomo rekli, denar ne osrečuje, pomirja pa tudi z denarjem lahko kakšno stvar več narediš. Ne bodimo pošteni, jaz mislim, da veliko denarja ni nobena, tako bom rekel, denar ni slab, ne? Slabi so lahko ljudje z denarjem ali pa brez denarja. Če imaš veliko denarja v firmi, pomeni, da imaš denar za razvoj, za plačati zaposlene, za več denarja, ko imaš v firmi, večji profit narediš, tudi več davkov plačaš, več prispevaš v skupnost. Se pravi, sam denar ni nobeno zlo, ampak je prej obratno. Ne? Tako da zame je v bistvu sreča to, da v določenem trenutku, recimo, ko zdaj naredim tisto, kar je meni fajn, kar jaz čutim, da je prav, ne? A veš, ne pa recimo, da moraš poslušati ukaze. Ne? V vojski mene ni motil, prehrana mi je bila super, vojaki so bili super, družba. Ne? Motil me je to, da nisem smel iti ven v mesto takrat, ko sem hotel. Ne? To jaz sem te vojska pa veliko naučil, rečemo. In jaz sem se naučil to. Ampak to je bilo 3 mesece, jaz sem dojel v 3 mesecih, ni bilo treba biti 1 leto. Da greš čez 1,6 noter, čez drugega ven, ne? Ker rečemo, moj brat pa to ni mogel. Moj brat pa to ni mogel in mu je bilo pa grozno, on je bil že v slovenski, jaz sem bil še v jugoslovanski. To tabornik je. Ja, ampak je moj brat kar težko, fejst težko ima. Vem, se to je zanimivo, ne? V isti četi, kakšen je živčen zlom dobil, na meni smo je bilo pa vse smešno. Ne? Ja, smešno, do tega moraš priti. Do tega moraš priti, meni je bilo res vse smešno. Ne? Tako da, on je govoril, ne vem, neka politička nastava, ne, jaz se smeješ, saj se ti smeješ, me je pol kapetan v pisarno ne povabil, pet v pisarno, jaz sem rekel, kaj pa ta ne, jer pričate gluposti, ne. Pa se je začel tudi on smejati, pa rekel, dobro samo nemoj ti mene blamiraš prečeto, ne? Zato, ker je res neki govoril, ne? Kaj nas bodo Bolgari napadli, pa, a ne, to je govoril, da ameriški pesmi, da mi ne vemo, kaj oni sploh pojejo, Amerikanci, in da nas oni programirajo v jeziku, ki ga mi ne razumemo, in meni je bilo seveda to smešno, ne? Tako, v glavnem, a veš, vojska je super zadeva, jaz pa ne verjamem, to, kaj eni pravijo, tudi to mladino bi moralo v vojsko, bi se kaj naučili, ne, kaj jaz vem, no. V 3 mesecih sem jaz vse dojel. Jaz mislim, da za 3 mesece bi bilo dobro. Malo da vidijo, veš, tudi, in da te noter stopiš, da zgubiš vse pravice. Neč, da zdaj pa ne sme name opet pa tu. In da te takoj pokradejo vso opremo. Da te ukradejo, kako se pol znaj. Mislim, zakaj v vojski, kaj se vse znajdeš, ene rešitve najdeš. Kako so uno na klinco si naredili kuhalnik. Kuha za kavo, ja. Mislim, se malo nevarno je bilo tisto, ne, ampak ne moreš verjeti, tako da to... Ne, meni je bilo ful v vojski fino. S helikopterjem sem se vozil, recimo, sem bil posojen v eno desantno skupino, jaz sem bil radiotelegrafit, sem imel postajo, naučil sem se Mozdejeve kode, ne, tako, meni je bilo zanimivo, samo... No, jaz bi zdaj, če bi imel možnost, za 5 dni jaz bi takoj šel. Takoj bi šel, za 5 dni bi šel takoj, tudi smeha, kaj je bilo, pa tako naprej. Jaz sem tudi naredil C pa A izpit. No, vidiš, si spet. To je že denar bil, že tudi za zdaj cajte, za takrat pa še več. Ma jaz pa ne bi šel za niti za 2 dni zdaj. Veš kaj ne? Ker lahko eno budalo dobiš, ne? In 5 dni zgubiti, da ti nekaj ukazuje en totalno... Jaz bi glih v to, ne, da bi šel lahko prav v to četo, tudi da bi ljudi videl, tudi da setarja nismo imeli zajeban gaj. No, jaz sem recimo z enim, ko smo bila skupaj v tem džipu, radijsko postajo, Đuro, ne, iz Banja Luke, sva še zmeri frenda, ne. Jaz sem tudi prek Facebooka, jih imam par. Jaz sem se celo z njim v Ljubljani videl, pa skozi po Viberju pošiljava neumnosti, pa tako. Se pravi, sem se pa recimo družil izključno z neslovenci. Ne? Ja, jaz tudi. Ne vem zakaj. Slovenci je bilo najtežje. Če so rekli, ti nisi Slovenac, ti igraš šah, igraš futbal, ovi tvoji zemljaci, ne, a veš, tako zanimivo je bilo. No? Zanimivo je bilo sigurno. Ti dobiš zdaj občutek, da te cajt povozil. Namreč, pizda jaz ga kdaj kar dobim, pa so podobnih let, dobiš, da je ta občutek. Ne, veš kako, ne, tako tam rekel.
Jaz imam še zmeraj občutek, mogoče je to, da se malo tako, da če hočem, ne, če bi bil to moj fokus, se veš, da ni moj fokus, ampak če bi bil fokus, da imam največjo izobraževalno firmo v Sloveniji, jo imam spet lahko takoj. Ne. Se pravi, a veš, ne, zato ker jaz res mislim, ok, kaj se je pa zdaj spremenili? Je malo TikToka, Instagrama, ono drugo, tretje. Če hočeš to mladino dobiti na svojo stran, tudi lahko dobiš. Ne? Imam pojma, da v TikToku ti nimaš pojma. Ja, ne, spremljam vse. A spremljaš? Ja, če imam 2 tinejdžerja. No, to vem, da imaš 2 fanta. Sam pa nisem aktiven, pa bi bil lahko. Ampak tvoji 2 fanta imata verjetno tudi kakšne take čudne ideje, take ideje, ki ti praviš čudne ideje, poš mogoče čez 5 let pogruntal, da niso čudne. Ja, ampak to sem se jaz pa prisilil v to, da če se mi zdi čudno, vsem poslušam, pa gledam, veš, ravno zato, ne, ker you never know, ne, le, kako si jaz to predstavljam, ne, ker smo se prej tudi o avtomobilih pogovarjali, ne. Jaz sem imel avto predrag, ne, ker sem bil takrat, ne vem, 27 star, ne, se pravi, najboljši Audi, ki je takrat obstajal, ne. In če zdaj pogledaš malo mladino, kdo se v Porscheji vozi po Ljubljani, ne? Jaz se zafrkavam z Rubnom let tvojega sošolca v Ferrariju, sošolca, ne? Se pravi, golobradni, 25-letni. Se pravi, en skupina mladih ljudi je, tudi ko so zdaj že pri 20-25, ful zaslužili. In od teh se lahko tudi midva kaj naučiva. In niso vsi samo sinčki od fotorov, to takih je veliko. Poleg tega pa veš, kaj imam občutek, zakaj tudi imam občutek, da ne grem, se pravi, da spremljam celo zadevo, jaz se veš, učim na Gaja Collegeu in na B2. In tam so moji študenti stari točno to 22, 23, 24. Se tudi ti od njih nekaj naučiš? Ogromno. Iz seminarskih nalog, iz komentiranja, iz vsega skupaj. Tudi recimo na predavanju se hitro naučiš, dam kakšen primer. Recimo ravno prejšnjo šolsko leto, ne, sem vprašal tako učilnico, a kdo slišal za Girla, Mr. Girlo, ne? Aha, nišče, ja, ti vedno si, ne. Pa tisti, ki ste nad 30-35 ste slišali. To je bil gospod, ki je prodal praktično vsem Slovencem skonjševalni čaj. Imel je več kot 350,000 stran, ki so kupovali od njega čaj, kondome, ustnike za cigarete in podobne neumnosti, ne. In pol sem jim jaz razložil, kako je to naredil marketinško lekcijo. Zanimivo je, ne, od te mladine nišče ni vedel nič. Pa sem jim video vrtel Mr. Girlo, ne. Hočem ti nekaj povedati. Tudi za svoje predavanja posodabljam primere, ne, kakšnega zgodovinskega in dam, ampak vse, kar jaz predavam, je aktualno, ravno zaradi tega, ker moraš biti tam, kjer se zdaj zadeve dogajajo, ne. Tako da tudi zato vem za Tejta, da so ga banali, ne, ker sem ga spremljal, ne, Joe Rogana vse intervjuje poslušam. Vse to moraš spremljati, gledati in tako naprej. Tako da je pa eno področje edino, kjer si priznam že, da sem malo se poslabšal, je nogomet, ne. Pa zakaj? Zato, zdaj je Ruben star 20-17 lev, se pravi, jaz igram še s fantimi, mojimi pa z temi, ki jih ti poznaš nogomet, ne. In v zadnjih 5 letih sta postala bolj hitrejša pa spretnejša od mene, ne. Kar pomeni, logično. Vem, da je, ne, ampak in to jaz pomirjeno spremljam, tako mora biti. V poslu si pa mislim, sploh moj posel, ki je prodajanje informacij, pa znanja, ne, pa nikoli v resnici, kot Drayton Bird je čez 90, ne, še zmeraj, a veš, hočem povedati, ni nujno, da kdaj padeš, razen če si bolan. No, to je res. No, lej, jaz sebe, si mislim, nisem glih še za staro šaro, lej, nekaj še delam, lej, celo tamle na TikToku me spremljajo 8 let stari pa naprej, ne, breku nisem čist, ampak dej kakšnega mladega spoznam, se pa kar mačkam butazga počutim. Enega fanta sem spoznal, star 13-14 let, veš, da on 2 jurja zasluž, starine prodaja. On gre kakšni mami, ne kup, vprašajo, če mizo, če bi novo hotla, pa ta staro vzame. In prodaja preko neke spletne strani, tu samo Amerika pa tu. 13-14 let star, mislim, noro so eni. Ne, pa tako. No, moje naslednje vprašanje je, tvoje mnenje o kriptovalutah? Nikoli nisem vlagal v kriptovalute, ker jaz vlagam samo stvari, ki jih razumem, pa poznam, ne. Jaz sem to že zelo hitro vedel za te kriptovalute. Tudi sem imel študente, ki so imeli te računalnike, pa veliko elektrike plačal, rodar ali pa to, ne. Ampak, se pravi,
če bi želel v to investirati, bi se moral poglobiti, kolikor si se ti optimizacije naučil, ne? Bi moral jaz tudi vse prebrati, iti na malo seminarje, spremljati celo zadevo in pol bi lahko rekel, to je zame, to ni zame. Jaz mislim, da je kriptovalute do zdaj so bile v resnici na nek način špekulacija, se pravi, eden od načinov investiranja, pri katerih je pa preveč za moj okus odvisno od sreče. Ja. Da, ne, jaz sem se veš, da ne maram farmacevtov, ne, ampak za nalaž, ker sem tudi, tako sem malo norca delal, pa sinovama pokazal pa to, ne, na začetku korone sem vložil v Pfizer, ne, in sem zaslužil krat 2. Z preprostega razloga, ker si brihten, nisem brihten, čakaj, ne gre za pomislil ne bi. Logično je bilo. Ja, v celem svetu bodo cepiva prodali, se pravi, mora delnica dol. Logično. Sej, vse ideje so pol enostavne pa logične. Ampak, do zdaj mi je to čisto logično. No, pa tudi v Tesla sem vložil. Tesla je bolj tvegana zadeva. Tudi pomislil. Ja, kolikor bom rekel, Pfizer je bil in še zmeraj je tisti, ne moreš zafrkati. Če pogledaš Warrena Buffetta, on je sam tudi isto povedal to logiko. On odvedno vlaga v tisto, kar res razume. In recimo, on vlaga v Coca-Colo, v žilet. Tle vsi razumemo, da se moški brijajo, ljudje pijajo Coca-Colo, se pravi, ni nujno. Pri teh vlaganjih ne boš dosegel te ekstremnih zaslužkov pa rasti. Ne moreš pa ne? Če vlagaš v žilet, padl ne bo čez noč. Čez noč ne bo se. Lahko, da se bo tehnologija spremenila, da bodo vse moškem dali toliko hormonov, da bomo vsi ženske na koncu, ne vem, kam gre svet, ne? Ampak to so, bi rekel, zihre investicije. Kolikor recimo v mobilno telefonijo, če si investiral v 90-ih, 2000, 2005, takrat je bilo 30,000 Slovencev imeli telefon, recimo 93. Ja, logično, da bomo imeli enkrat vsi, ne? In se pravi, eden od načinov, se pravi, za vlagatelje, ne, moj nasvet je, vlagaj v tisto panogo, kjer se pričakuje rast. Zdaj, Sam veš, kar so kriptovalute, da nas ljudje hoče vložiti 100 evrov, pa milijon ven potegniti. V naših časih so hoteli pa v catch the cash dati 100 evrov, pa milijon potegniti. Se pravi, so bile Poncijeve, morda so kriptovalute Poncijeva shema, mogoče se to na koncu pokaže, da je to v bistvu piramida, da razumeš, ne? Veš, kaj je pri Bitcoinu sumljivo, ne? Ne ve se niti, kdo ga je naredil. Mislim, meni je to nategancija. Ampak ne bom pa rekel, da se pa s tem ne da zaslužiti. Poznamo ogromno ljudi, ki so ful zaslužili. Ampak zaslužili so tisti, kar pri Catch the Cashu, ki so bili zgodaj zraven. Ja. Tisti, ki so poceni kupili na začetku in pol prodali, ki je bil 20, 30, 40, 50, 60 tisoč evrov. Kar to je znak tega, da je špekulacija. Sama tehnologija, v to pa verjamem, ne? Ta blockchain tehnologija in tako naprej, da ima določene prednosti. Bojim se pa kriptovalut iz enega zelo preprostega razloga, ne? Ker ko nam enkrat cash ukinejo, potem bo, ne, zadeva je možna takšna, se politiki ugotovijo, da nisi bil Tomaž dovolj priden in zato ti aplikacija za plačevanje ne bo delovala več, ali pa boš lahko plačeval samo tiste izdelke, ki bodo oni rekli, da so primerne. Ampak še zmeraj boš ti lahko imel zemljo, nepremičnine, zlato, srebro. Tle si optimističen. Črni scenarij je lahko, ne, da ti toliko povečajo račun za plin, pa elektriko, pa davek na nepremičnine. Da se je boš hotel rešiti. Da bo večina ljudi v blokih raje plačevala najemnino in bo tako, kot pravijo te vefovci, ne, you will own nothing and you will be happy. Se pravi, ne boš lastnik ničesar, boš pa imel vse, ampak you will own nothing. Nekdo bo lastnik tega. Zdaj sem prvič pomislil, kako mi sploh tu preletelo v glavo, da so celo lahko naredili, da bo nepremičnina breme. Negativno vrednost imela, da boš ti dal nekomu 1000 evrov, da bo tole tvoje bajto lastnik. To so črni scenariji. To so fejs črni ampak hočem povedati naslednji scenarij. Recimo, če imaš ti stanovanje v bloku 70 kvadratov, ne, v Ljubljani. In recimo, da ti račun za vodo, za ogrevanje nabijajo na 2000 evrov na mesec. Potem boš nekomu dal za 100 in stanovanje, sem da je noter. Tako. No? In isto velja za to mojo kmetijo, če se enkrat, recimo, bog ne daj, odločijo politiki, da mora za vsak kvadratni meter obdelovalne zemlje plačati toliko,
da več ne bo mogel. No, tle sem pa optimističen, Jaz sem. to ni možno, zato ker kmetje se pa ne bojo pustili. Ker ti boš pol tudi kmetje, bojo to in ti ne boš v traktorju, ker pred parlament bojo drugi šli. Ne. Greva se to, se pravi, problem kriptovalute, jaz ne maram, želim si, da ne bi keša nikoli ukinili, ne. Zato, ker keš ima določeno prednosti, predvsem, se pravi, kripto ali pa to, da vse z računalnikom plačujemo, s telefonom, ima totalno prednost. Razen, če se ne najdejo neki politiki, ki rečejo, ki hočejo to zlorabiti. Ne? In ravno, se pravi, v času korone, kaj smo ugotovili, da politika lahko reče, da je trenutno pa izredna situacija, zaradi izredne situacije je policijska ura, zaradi izredne situacije ne smeš to, ne smeš ono in tako naprej. Se pravi, a veš, dajmo mi to tako delati, da jim damo čim manj orodij v roke. Ne? Ampak dobro, tle smo zašla iz enega drugega. Ja, no, ampak kriptovalute, ne. Se pravi, investirajte v tisto, kar poznate. To je bil moj nasvet. Kriptovalute bi rekel, prvi problem tukaj elektrike požge, tu ni ekološko. Drugič, terorizem se lahko financira, lopovi, mafija, je najlažje, jim je ful omogočeno. Zdaj, nobene osnove ni od zadej, kriptovalute, sem tako redna, kot ljudje verjamejo, da je. Isto tudi navadna valuta. Ne? No, sej tudi navadna, ampak država stoji od zadej, mi vsem bužke, pa če se ne ve, da noben. Mislim pa, da so te kriptovalute tukaj priljubljene zato, ker je to malo gamblinga. In gambling je pa zmeraj nekam ljudem bil vlačen in to je legalen gambling. To je mal igra na srečo, to sem tudi jaz rekel. Ja. Drugače pa veš, kaj sem opazil. Upam, da ne bo kdo užaljen, ki bo tole slišal. Ampak jaz nekaj ljudi poznam, ki so ful zaslužili s tem bitcoinom, ki so jih kupili takrat, ki je bil 1 evro ali pa 50 ali pa nekaj tacga. Ampak za te ljudi ne moram reči, ne poznam nobenega, da bi bil zelo brihten. Ker to meni je enkrat že tam nekje 2012-13 v tem bitcoinu razlagal. Jaz bi rekel, bolj sigurno verjamem, da bojo vesoljci tlele pristali, pa se bom z njim pogovarjal, pa da bo ta bitcoin enkrat vreden 1000 evrov, ne pa 60 000. Ne. Tako da tu so eni, ne, jaz nisem za nobenega uspešnega podjetnika, ki je pameten, slišal, da je ta prav cajt v bitcoine uložil. Zato, ker to si mogel, mislim, se mi zdi, da si mogel biti malo manj brihten, da si tu vlagal v leta 2015. Zaslužila sta z bitcoini veliko dva Slovenca, ki sta borzo naredila, ne? No, ja, borzo, to je druga zadeva. Ampak sta se pol tudi umaknila, sta prodala, ne? Mislim... Tudi, ja, ne, tisti, ki si rekel, da ne rabiš biti preveč pameten, zasluži s kripto, to je res, zato, ker to je igra na srečo in v kazinoju čist pametnač ne odloča, ne? Čist nač, tam je sreča, ne? Tako da, jaz bi pa tako rekel, kripto spada med, kot smo prej rekli, jaz priporočam radovednost vsem podjetnikom. Ja, jaz tudi. In že iz radovednosti je fajn, da imaš odprt račun, da probaš, da spremljaš to zadevo, da se učiš teh novih tehnologij. Jaz spremljam tudi psihologijo vlagateljev. Vse to je super, ne? Pa, kakor pravijo, vlagaj tisti del denarja, ki ga lahko pogrešaš v take, bomo rekli, nezanesljive zadeve. Ne? No, jaz sem šel na seminar o kriptovalutah. Od Martina Korosca, se ga poznaš, ne? In on je fino povedal, on je rekel, jaz sem podjetnik cel življenje, imam eno bajto pa nekaj malega prehranku, tam sem pa slišal, en, ki je bil 15 let star, je 300 evrov uložil v neko kriptovaluto, ima zdaj pa 3 milijone. Je rekel, in potem se bo začel sprašovati, kdo je budala. In neumen bi bil, če bi te kriptovalute čist na stran dal. Nikakor pa ne verjamete v to, da je tu neka čist poštena zadeva in ne vem koga. Ti probi z tega nekaj ven dobiti in enega zelo dobro poznam, se s tem ukvarja, prav tu čisto na tegancija, ampak jaz študiram psihologijo ljudi. In on grunta, da so zdaj neki veliki igravci hočejo bitcoin, to mi je glih 3 dni nazaj razlagal, da hočejo bitcoin čim nižje spraviti in ga oni spet na polno kupovati in ga bojo pol spet, ker bitcoin mislim, ni treba toliko veliko denarja, da lahko ti to manipuliraš. In tudi Elon Musk je tudi, on je kupil, naredil reklamo in prodal. Sej
To ni moje področje, jaz sem Ne, se to za tako marketing in malo, prodajo, vsak ne. ga bom vprašal, ker imam te... Ampak, kaj bi jaz rekel za te... Veš, kaj je NFT? Ja. Sam veš, kaj je, ali zastopaš kaj? Zastopam sem, Jaz pa čisto nič. ampak se mi zdi, da je to kapitalna neumnost. No. Mislim, da bi nekdo za nek digitalno fotko plačeval milijone. No, jaz imam enega človeka, ki ga izredno cenim, tudi ta mlad. Eno, pri njim, če se z njemu sedem, se pol počutim mečken, da me cajt povozil. On je na nekih zadevah ful že zaslužil, takih tudi meni manj jasnih, pa tudi na enih strokovnjak hud je za YouTube, pa ni zdaj si na enega pomislil, ni ta en drug je. In on meni prav, veš, da grem jaz zdaj pa nekaj, rabim eno žensko, da jo bom slikal. Rekel, za kako boš delal? Ja, NFT. Je rekel, bom pol njeno sliko prodajal za 2-3 milijone. Lej, se ni prodal. Ampak, lej, da to sploh pomisliš. Kakšen NFT, ampak, lej, nekaterem je to ratalo, mogoče bo tudi njemu je že enkrat milijone ratalo, tako da, ja, ne smeš da čist na stran, ampak ja, te NFT je čist nešto. Veš, kaj je problem, no, če se ukvarjaš s kripto, pa z NFT-jem pa vse skupaj? Problem je v tem, da zgubljaš fokus. Zdaj govorim, če ima nekdo neko redno službo, ne, in to dela v prostem času, super. Ampak če si pa podjetnik in hkrati spremljaš še x poli, ki niso v... Ne moreš. Ne moreš. Tudi zato jaz nisem nikoli vlagal, ker nisem želel najti časa za to. Se pravi, ali pa trgovati na borzah in tako naprej. Vsaka stvar, v kateri želiš dober biti, to pa res verjamem, potrebuje čas, vajo, testiranje, ponavljanje in tako naprej. Se pravi, drugače pa, če na priporočilo prijatelja, a boš kaj vložil Bitcoin, ajde važi, ok, lahko to tako, ko sem jaz eno malenkost nekam vložiš, ampak ne, dajte se fokusirati na tisto, kar znate delati, kar ste dobri, kar ima neko realno utipljivo vrednost, ne, to. Jaz sem dubo enkrat želel, da bi se malo s kriptovalutom ukvarjal, zato sem šel tudi na ta seminar od Martina Korosca, super seminar, priporočam, realen, jaz sem pričakoval, da to nekaj nakladanje, se veš, gledaš po TikToku te kriptovalute, neki zaslužke, ne, mislim, kao ti zdaj se hvališ tam, da se milijone zaslužil, zdaj pa tle meni prodajaš za 200 evrov neki seminar, če bi ti milijone zaslužil, ne boš ti meni za 200 evrov seminar, ja, mi gaš pol mogoče za 20 jurjo, ne pa za 200 evrov, tako da že tu je sumljivo. Pa ta seminar od Martina Korosca, super, tudi koliko je on previden, da ne bo kaj preveč obljubil, ne, in on je tudi rekel, vse rekel, tudi to ni nič sigurno, nič se rekel, kaj pa je to nategancija? Je rekel, ja, mislim, realen je in če se ukvarjate, če se želite ukvarjati, pejte na njegov seminar, siguren, dober, ampak jaz sem pol 100 evrov sem kupil neki kamion, svetval, niti ne vem, kje imam, niti kako imam, nekaj sem slikal, ne vem sploh, ko ga naslednjič tudi z njemu imam namen podcast narediti, ga bom vprašal, kaj je zunam, tako da super seminar, ampak jaz sem se odločil, fino je, da sem malo potipal, ampak sem videl, da je preveč zakomplicirano. Jaz še na unih Binancah nisem računa mogel odprti. Zato, ker živim pri starših, noben račun za elektriko nimam nase in ga nisem mogel odprti. Tako da sem videl, da je to preveč zakomplicirano, sem rekel, ne, jaz se s tem ne bom, pa so pa še fino mečkanteli paci, tako da me pa tu še prepričali, ker slej, ker prej pride en udarc in jaz imam človeka, ki ga dobro poznam, ga tudi vsak dan videvam, jaz po njemu, ki njega vidim, kakšen je tečaj Bitcoina in z njemu, grem da jih njemu v pisarno, on ima 3 ekrane in z njemu se ne moreš pogovarjati, ki mu skozi uči na tiste grafe, in da bom jaz tak življenje nucam, ne, lej, nisem navedno navšljiv, če zaslužite milijarde, tudi tisti, ki ste zaslužili, je tu krvavo zaslužen, niči se enostavno, je velik sekeranci. En mi je razlagal zvečer, po noč se zbudi, pa tečaje pogleda, mislim, Bog se usmil, ne.
Ja, pogledaš ponoči zato, ne, ker ni nič odvisno od tebe. Ja, Veš, v moji firmi jaz ne rabim ponoči se zbuditi, jaz ker vem tudi ne. točno, kaj se mi dogaja. Ne. točno. No, zato vlagam v tisto, v kar vem, kaj se dogaja. No. Bi za na konc povedal, dal še kakšen nasvet podjetnikom ali pa tistem, ki razmišljajo, da bi bili podjetniki? Mogoče en simpel nasvet je Vse je tak simpel, da se ga bojo zapomnili, nič veliko predvsem za komplicirati. mladino. Ne, probajte se tudi kot podjetniki, zato ker najlažje se lotiš podjetništva, ko si mlad, zato ker v bistvu nimaš kaj izgubiti. Ko imaš enkrat družino, pa otroke, otroci imajo eno čudno navado, hočejo jesti vsak dan, ne, pa plačevati moraš veliko računov, pa kakšen kredit in je zadeva komplicirana. Če si pa ti enkrat 18, 20, 22, malo fotra naheca, da ti še nekaj da, imamo kakšnega, a veš, in danes je več priložnosti, še kot je bilo že v naših časih, je bilo veliko. Zdaj je pa cel svet je lahko vaš, ne? V smislu, imaš YouTube, imaš družbena omrežja, imaš dropshipping, imaš karkoli, ne? S čemer se lahko ukvarjaš in v 6 mesecih vsak od vas lahko postane specialist na kateremkoli področju, ki se ga, ne? Če hočete v 6 mesecih vedeti več o papigah kot večina Slovencev, boste vedeli. Ne kot večina. Mogoče sem še 3 Slovenci bodo več vedeli o papigah kot vi, če se res nalotaš tega, je tako, ne? Prebereš vse knjige, vse video pogledaš, nabavaš, greš od 2-3 rejcem v tujino in veš največ o papigah in pol se lahko s tem biznisom ukvarjaš ali ne, ampak ta papige so v prenesenem besedi ne, pomenu česarkoli se lahko lote. Danes imaš pol leta časa, ne rabiš iti v nobeno šolo, da res tručko rataš, bi rekel, presežeš začetno znanje nekega področja. Ne? In tisto, kar te zanima, lahko iz biznis narediš danes iz česarkoli. Tudi ljudje so se spremenili v zadnjih 30-40 letih. Predvsem recimo prodaja informacij, pa svetovalni biznis. Ne? Pred 20 leti je bilo hudo narobe, če si imel psihiatra. Ne? Danes je že skokar v Ameriki, bo že modno ratalo, da ga imaš. In isto, imaš fitness trenerja, za jogo trenerja, za psa moraš iti v šolo, da ga boš dobro izšolal. Se pravi, ljudje so danes pripravljeni za informacije plačati. Če pravi, več boste vedeli, več boste lahko mogoče s svojim znanjem iztržili. Več kot znaš, bolj si zaposljiv. Yes. To je to, ne? Kamorkoli greš v službo, te bo vprašal, kaj si pa že do zdaj delal, kaj pa znaš. Aha, slepo tipkam, avto sam svoj popravljam, ne vem, bil sem že na 1000 potovanjih. Čak, ta fant je pa zanimiv, ne? Tako gledamo delodajalci, ja, da je priden, zanesljiv. Pa še nekaj, ne, spet za mladino, bodite točni, ne, če vas nekdo povabi na sestanek ob 7, prideš ob 7, ne, nauči se upoštevati navodila, starejše vikajte, ne, še zmeraj smo čudni, ne, in tako naprej, no, neko spoštovanje, se pravi, dojam, kje si, ampak glavno sporočilo je bilo, ogromno je priložnosti, veliko je prostora za optimizem, ne spremlja dnevnih novic, lahko jih spremljate enkrat na X, ampak ne biti odvisen od Twitterja, od dnevnika, od česarkoli, ki se nič ne spremenili z danes na jutr, ne? Tudi če nas hočejo vse utopiti, nas ne bodo še jutr, tako da vsak od nas se ne more skoncentrirati v to, da ti je jutri čedalje boljše in da si vsak dan več vreden. Ker če si več vreden v smislu, da več znaš, da si priden, boš lažje punco dobil, lažje službo dobil in boš uspešen v poslu. No, sem te pa pozabil vprašati, ja, vikanje, tikanje, ker meni gre zelo na živce, me človek pokliče, nikoli se še videla, pa me tika. Kaj ti misliš o tem? Ja, mislim, da so ta generacija, ko nama gre to na živce. Ne? Jaz tudi študente vikam, mene vidikajo študentje nazaj. Tako bomo rekli, da bo primeren nasvet. Manj tvegate z vikanjem kot direktno s tikanjem, v tem gre, ne? Kakor pri oblačilih, boljše, da si malo dobro oblečen, kakor da si slabo. Prideš na en sprejem, razcapan, se boš slabo počutil, vsi te bodo gledali. Se pravi, isto je z vikanjem, ne? Če nekoga na začetku vika, vse ti bo tako rekel, pa daj me tikaj, ok, ja, ne? Pa je vse ok. Se pravi, več tvegaš, če si slabo oblečen, pa če tikaš. Tudi že v naših časih je bilo isto, ko smo rekli, Glik Zanče na enem intervjuju je povedal, da preden je šel, eno hudo službo je dobil, ampak moj fotel ali en sorodnik rekel,
ki je dolge lase, veš, to so bili hipijski časi. Ja. Ostri se, kad drugače na službe dobu in se je šel res, ne. In pol mu je tudi on čez nekaj časa povedal, da je bil eden, ki je bil lepo res ustrižen, da je bilo to odločilno. Se pravi, hočem to povedati, boljše je, ne, se vem, da je bilo fajn biti hipi, ampak če si hotel resno službo, kaj je on hotel, je prišel pa lepo ustrižen, ne. Se pravi, prilagodi se situaciji. No, jaz, ali je to glih, jaz mu tako srečo, mene je kar težko nategniti. Po zadnjih parih letih so me pa nategnili glih tisti, ki je bilo takoj tikanje, ki mi je hotel midva sva prijatla in tudi eni hočejo, jaz sem enkrat en video na to temo in sem dobil veliko kritike, da tist, ki hoče tikanje, da je zajeban človek, da tu moramo biti podprti. Pak ne, meni se je glih izkazalo, glih kontra in jaz ki me bo začel takoj tikati, vidim tame, če nekaj nategniti, nekaj od mene, če nekaj usproščeno vzdušje, da pa mi ni nič, da bi mi ego bil ali kaj tacga. Ni problema, ampak se mi pa res malo čudno zdi, ne, tako da, ampak vidim, da to je danes posebno za mlade, takar bi tikati začel. Če greva spet še malo na marketing v prodajo, jaz sem opazil že v veliko oglasih, ne, in po radiju, televiziji tikajo, ne. Ampak da razložim, kdaj je to na nek način logično. Recimo, če so tvoja ciljna skupina teenagerji, ne, pol mogoče tudi v oglasu je korektno, da tikaš. Tako da prilagoditi se je treba, pogledati, kaj je, si pa bolj v varnih vodah, če si malo bolj voljuden, pa če malo več tikaš, pa malo manj, malo več vikaš, malo manj tikaš, ne. Super. Ja, so že zelo dolga, sva rekla urco, pa so 2 urce, pa 15, tako da, še se ti res lepo zahvaljujem, da si vzel cajt za tole, ker se vidiš, začenjam s tem podcasti in tebe sem izkoristil, ko te poznam, pa sem vedel, da bo dober in jaz sem prepričan, da bo tole ful gledan in si mi s tem sigurno ful pomagal, tako da res ti hvala. Tomaž, veselje, vsi, ki boste pa prišli do tega konca, svaka vam čast, ne, ker jaz sem lačen ratal v tem času, ko se pogovarjava, kaj šele to poslušati, gledati, ne, tako da, če pa želi kdo kakršen koli nasvet, me boste našli na spletu. Drugače pogooglejte. Me boste našli. Kdor me pa ne najde, pa ni kvalificiran, da bi mu dal brezplačen nasvet. Tako. Hvala, Tomaž. Tako da hvala tebi, hvala gledalcem. To bi bilo to. Dio, čau. Ti mislim, da smo tole res super speljala. Jaz mislim, da je to ful poslušano. Upam, ne, super. To bom tudi jaz naredil reklamo, bom tudi jaz poslal mailing, pa se veš, kako je. Super.